No to melodijo pa že poznamo. Ja, draga družba, že prej sem omenila, da se slišimo z enim gospodom, ki se strašno spozna na živali. Na živali, kot so krokodilčki, štorklje, perutnina. No, v zadnjem času se poglablja predvsem v želvice. In to je eden in edini Jože Potrebuješ, ki nam že igra, ker predvideva, da mi potrebujemo veliko muzike. Pa dobre volje tudi. Jože, živjo! Živijo, Janja. Živjo, Jože. Na klavir, a uganeš, katera pesem je to drugače? Ja, po Ljubljani, a ne? Ja, ampak s katerim inštrumentom? S kitaro. Tako je, bravo. Kdaj si menjal kitaro za klavir? Ja, tako. Jože, dobrodošel. A to, da bi me pa ti tja na tvoj kavč povabila, to pa ne gre. Ja, dobrodošel, pridi, lej. Ja, stekaj. Ja, zaenkrat sva vsak na svojem kavču zaradi ukrepov, ampak nič ne de. Boljše, kot da bi bil tukaj, pa bi imela steklo vmes. A ne? Tudi tortice skozi steklo niso dobre. Ne, pa ne. Jože, imate čuki eno novo skladbo. Čeprav ste pred kratkim že podrli vse možne rekorde s svojo skladbo za otroke, ki je naslov Koko. In sicer si je ogledalo to pesem na YouTubu preko 10 milijonov ljudi. To pomeni, če bi prevedli v slovenski narod, da si je vsak Slovenec vsaj 5-krat pogledal ta videospot, pa verjamem, da si marsikdo sploh še ni, tako da tisti, ki so si, so doma res že nadležni. Ja, zato je bilo treba nekaj novega narediti, zato si rekla. Hvala. Pesem Koko je res vsa pričakovanja presegla. To je bil pač en komad, ki je nastal enkrat na enih počitnicah čist za foro, pa smo jo pol posneli. Od tega je dobre 3 leta in pesem res... Predvsem ta pesem, veš kaj, ima ene posebne terapevtske učinke, za katere niti sam nisem vedel takrat, ko sem jo pisal. Lahko ti povem, recimo ena vaša sodelavka, Tanja, mi je povedala, da njen tabav, ki je imel ene zdravstvene probleme, prav, da sem mu mogla na infuzijo dati, da ni bilo šanse, da bi se ga z iglo dotaknili. Ko so pa dali Koko, je pa on v trans padel in sploh ni vedel, da mu kaj tankajo noter užile in to. In takih zgodb je res na stotine. Potem me je klical enkrat en gospod, lansko let, je rekel, Jože, veš kaj, midva se ne poznava, vsej do polnoči je bilo, prav, midva se ne poznava, ampak moram ti eno stvar povedati. To, kar mi ti delaš, to jaz ne bi največjemu sovražniku prvošel. Sem rekel, kaj pa je to hudega, prav? Moj tamal od doma do Splita, čist samo Koko, prav, to vsi bomo v avto šli. In take zgodbe. Skratka, ene pesmi so nad pesmi in Koko prav gotovo je en tak komad, ki se je nekako, ki je naredil eno tako dodano vrednost, ki jo še sam kot avtor ne znam razračunati točno. Ja, se je že morala zgoditi, čeprav se je zgodila po čistem čudežu, pravzaprav iz jecljanja. Poglej, kaj potem vse pride, a ne? Ko se nekdo zmoti. To je res, ti že veš, kako je ta pesem nastala, ampak pustimo zdaj Koko. Ja. Smo pri otroških pesmih, ki jih Čuki delamo že svojih 30 let, od tistega Hugota znamenitega naprej. Zakaj smo Čuki šli sploh tudi na otroške pesmi? Eni, vem, da nam to sicer mečkano očitajo, sploh eni glasbeni uredniki, ljudje se niti ne ukvarjajo s tem, sploh tisti, ki zdaj, veš kaj je zdaj ful fora, ki pridejo na naše nastope mamice, ki so včasih poslušale Hugota, pa krokodilčke, ki sicer niso za otroke napisane, pa recimo, ne vem, Mi gremo pa na morje, pa Huba Buba, pa to, in pridejo s svojimi otroki. Si ti to predstavljaš? In mamice so že na te naše pesmi plesale, zdaj pa še njihov otroci, da ne rečem, da še babice pa detki so tudi, to je res ena taka medgeneracijsko sodelovanje, o katerem mnogi lahko samo sanjajo. To smo Čuki dosegali in to je v resnici en luškan občutek.
Zdaj pa po vseh teh uspešnicah, ki sem jih že naštel, pa še po mnogih drugih, pa po Ribiču Pepetu, pa po zadnji Mravljici, smo se zdaj ob koncu te karantene, upamo, da ob koncu te karantene že, ker so šli malo otroci v šolo, smo namenili eno pesem vsem staršem, babicam pa dedkom, učiteljem, predvsem pa otrokom, da so zdržali tole, ker eni niso imeli tako idealnih pogojev, so bili, vse veste kako je, jaz poznam par primerov, ki so res že stabelen gledali vsi skupaj, s čem že. No in ta pesem je v zahvalo za vse, ki so nekaj zdržali vse tole in upam, da jim bo tale pesem prav tako prišla prav, kakor vse naše ostale otroške pesmi, na katere pojejo pa plešajo. Ja, predvidevam, da želvica ni naključje, glede na to, da si že prej omenil, da tvoje pesmi poslušajo tako babice kot mamice, ki so že prej poslušale vaše pesmi, pa zdaj poslušajo skupaj s svojimi otroki. To pomeni, da čuki že zelo dolgo ustvarjajo in želvice tudi zelo dolgo živijo. A je tukaj razlog za to, da ste se zdaj želvic lotili? Najprej smo se lotili 3 simpatičnih živali, potem smo se pa, tako kot si rekla, lotili zadnje črke v abecedi, zaradi tega, ker naj ta zadnja črka pomeni, da naj tudi tale karantena, pa tele virusi pa to že nekako spokajo, da se bomo spet lahko družili, rajali, plesali. Čeprav moram reči, da toliko pisem zahvale, kakor smo dobili v teh karantenskih časih od raznih vzgojiteljev, učiteljev, staršev, da čuki delamo tudi za otroke, poudarjam, in da nam tega ni narodno in da imajo v teh sajtih kaj za roko, za prijet, kaj za sprostitev. To še nikoli nisem dobil v teh in se mi je prav lepo zdel, da tudi ljudje porajtajo, da tudi to Slovenci rabimo. Kljub temu, da, kot sem že prej rekel, da nekaterim to je tako, kakor mečken izpočasti delati za otroke, ampak jaz tako pravim, ne glede na to, da itak uživam v tem, ker sem sam pri svojih tok in tok 30 letih še vedno na pol otrok. Je tako, da če ne bomo slovenski izvajalci nič ponudili to vrstnega naši najmlajši publiki, pač nimamo kaj jamrati, da bojo otroci samo tuje stvari poslušali, glede na to, da vsako minuto tok pa tok stvari preleti iz celega sveta in če ne bomo imeli nič za v roke, za prijet pa za našim otrokom, da potem bomo poslušali samo Janeza Bitence, pa te pesence do konca življenja ali pa samo tuje stvari. Tako bomo pa poleg tega poslušali še čuke, predvsem čuke. Pa Ribiča Pepeta, pa še se najde kakšen sem pa kje, ki se zaveda tudi tega. Jaz ne rečem, da bomo mi zdaj lih svet rešili s tem, ampak veste, stvar, mislim, tako, zrnce po zrnce pa se poznam. Ja, to je res. Samo še eno vprašanje, preden slišimo vašo novo pesem, pa tudi videospot vidimo, ki je zelo, zelo, zelo simpatičen. Kam se želvica je skrila. Pred nami je velika noč in z njimi tudi zajčki. A si ti verjel kdaj v te velikonočne zajčke? Mislim, je prišel kdaj k tebi na vrata potrkati? Jaz tega sploh ne poznam, teh zajcev mi nikoli nismo imeli doma. Jaz ne vem, kje smo to zgrešili, ampak pri nas je bila velika noč čist nekaj drugega, kakor da se okoli bajte zajci lovimo. Ker če bi bilo to, bi tudi verjetno jaz kakšno pesem tako napisal že, tako pa ni bilo. Ne vem, ali samo v teh naših koncih tega ni bilo. Pri nas je bilo pač od velikonočne nedele, oziroma ne, od cvetne nedele naprej, ko so bile butarce, je bilo v tem stilu, potem je bila pa velika noč, je bilo pa vse drugo, sem zajcev nikoli nismo kaj dost, za zajce nismo tistih perhov iskali, ne vem zakaj to. Drugače pa letos bo mečkom posebna veliko noč, ampak ne spet toliko zelo posebna. Posebna bo namreč v tem, da bomo seveda vse praznike doma, pa da bomo naredili res te velikonočne jedi, tako kot se zagre, s perhi vred in gotovo bo tudi kakšna žabica, pa kakšen kokoko, pa to, tako da kokoko imajo zdaj kar dosti dela. Ja, zdaj imajo sezono, tako da pustimo zdaj koko, pa bomo malo bolj obremenili zdaj želvice, a ne? Res je. Ja, hvala lepa, Jože, zdaj pa komaj čakamo, da to slišimo, da si bomo znali tudi čim prej to zapeti, pa da čim prej spravimo v življenje vse te živali, ki že čakajo in pridno rastejo skupaj z našimi najmlajšimi. Hvala, ker poskrbiš, Jože, za naš podmladek,
tudi v mojem imenu, tudi moj otrok je veliko tega preposlušal, pa tudi ko kljub svojim najstniškim letom zna na pamet. Tako. Lepo. Hvala, Janja, pa upam, da vam bo tale pesem, tako kot ostale, tudi čim večkrat prav prišla, da se bo slovenska beseda širila tudi v tej različici, se pravi v pesmih, drugače pa že naznanjam novo, ki pa ne bo otroška pesem. Čez kakšen mesec bo prišla, se jo tudi zelo veselimo, vam pa želim vesele praznike, polka pridejo. Janja, te pa lepo maham, pa lepo mej pa se oglasi kaj. Ja, pri naslednji skladbi se vidiva tukaj v živo, na tem kavču, prosim. Na kateri V redu. strani bom? Živjo, hvala, srečno.